Tako kot večina prebivalcev v dolini se je tudi naš tokratni sogovornik Jure Jeršin sprva zaposlil v železarni Jesenice, vendar sta ga življenje in splet okoliščin odpeljala na popolnoma drugačno pot. Nekako moje življenje je bil kar malo prepleten s tem reševanjem. Že če druga ne, sem s hiše ponovadi gledal helikopter, ki so pač reševalci reševali ljudi v hribih. Želja je bila tudi nekako, da bi se včlanil v to gorsko reševalno službo. Nekako je bilo logično, ker če živiš v tej dolini, pač hodiš tudi v hribe. Logična posledica je bila pač včlanitev v vrste gorske reševalne službe. Tako da sem v bistvu mu poklicno pot in kup reševanja in pa seveda tudi kot prostovoljc pri GRS upravljal zelo podobno delo. Nekako je pa tudi tako, jaz sem pač kot gasilec zaposlen in dobim plačo za to in nekako vrnem družbi pa to kot prostovoljno delo pri gorski reševalni službi. Tako da nekako odtehta to našo pač plačo, ki jo dobimo pač kot javni uslužbenci, kompenziram z prostovoljnim delom v gorski reševalni službi. Ker je tisti čas imel kuža po imenu Ari, ki je rad iskal in odkopaval skrite zaklade domačega vrta, se je odločil, da se boste vpisali v tečaj za lavinske pse. V bistvu okoli hiše mu skopan vse, pač je iskal miši in pa voluharje. Seveda na veliko veselje mame tudi kakšen peteršelj je skopal, kakšno solato, kar ni bilo glih najbolj fajn. In potem je prišlo na misel, zakaj ne bi to njegovo iskanje usmeril pač nekam drugam, ker je pa zelo vztrajno iskal. In sva na ta način pristala v podkomisiji za lavinske pse. Jure ima doma 3 pse pasme avstralski ovčar. Trenutno največ dela z Jackom. Za njima je že nekaj uspešno izpeljanih reševalnih akcij. No, Jack je zdaj ta prvi v liniji, tako da on je zdaj pač reševalni pes za iskanje v plazovih in pa pogrešane osebe. Mun tamle je že starejši, 11 let star, tako da on je zdaj že v pokoju. In pa Kobi je star 2 leti. Bo pač verjetno tudi po korakih svojih 2 starejših prijateljev na vhodu. V gorski reševalni službi ima tako na lokalni kot tudi državni ravni vrsto zadolžitev. Je drugače, na sami postaji sem inštruktor iz reševalne tehnike. Na zvezni ravni sem pa tudi inštruktor za letalsko reševanje, se pravi za reševanje s helikopterji. Je kar dost dela s tem, dost mi časa vzame, tako da je treba tudi doma kakšen kompromis doseči. Kljub vsem varnostnim opozorilom in preventivnim akcijam ima Jure s svojimi kolegi GRS postaje Rateče polne roke dela. Povprašala sem ga za njegovo mnenje o situaciji in še enkrat več je ponovil navodila in nasvete za vse, ki se radi odpravite v hribe. Predvsem letos je zelo pogost ta reševanje, sploh tukaj v okolici Vršiča, z nepopolno opremo. Teh reševanj je zmeraj več. Kljub poudarjanju, kljub opozarjanju se te stvari še kar dogajajo, tako da enostavno včasih ne razumeš ljudi, da so tako lahkomiselni, da se tako lahkomiselno odpravijo v gore. Naši hribi so relativno nizki, in jaz mislim, da jih ljudje podcenjujejo, predvsem tujci. Po kartah gledajo, višine niso prav velike, z avtom se recimo pripeljejo na Vršič. To je še vedno visokogorje, in je treba biti opremljen popolno. Se pravi, in za jest, in za pit, in rezervna oblačila, poln telefon in pa seveda v tem času v naših hribih pričakujemo tudi snežišča. Se pravi, da vsak na hrbtik polet, če se odpravljamo v visokogorje, seveda dereze in pa cepin obvezno. Pozanimati se moramo v poti, kakšne so razmere na poti, ker zdaj kar nekaj planinskih poti tudi zaprtih, kar opozarjajo na straneh Planinske zveze Slovenije. Pozanimati se je treba v vremenu, nikoli ne hoditi sam, vedno v družbi in pa z nekom, ki tisto pot
ki je tisto pot že nekoč prehodil in jo pozna. Jure je mnenja, da kazni za neprimerno opremljene planince ne bodo prinesle sprememb v odnosu do gorništva. Upe polaga v mlajše generacije. Recimo jaz kar dosti hodim tukaj po šolah in predavam s kužki, o varnosti v hribih, kakšen naj bo nahrbtnik, ko gremo v hribe, kako se obnašamo v hribih, kakšne cilje izbiramo, take stvari, kaj pokličemo v primeru nesreče, kaj imamo s sabo, da lahko pomagamo kakšnemu ponesrečenemu. Vse te stvari, jaz mislim, da so veliko bolj pomembne. Kazni mislim, da tega ne bojo rešile. Glejte, se imamo kazni tudi za prevelike hitrosti, pa ljudje še kar divjajo, pa se dogajajo tudi prometne nesreče. Mislim, da je vzgoja tista, ki bo prinesla rezultate. Splet nesrečnih okoliščin pa je decembra 2016. leta tudi njega prisilil, da je na pomoč poklical kolege. Ja, hribi so pač nepredvidljivi, Se pravi, kljub temu, da poskrbiš za vse, še vedno se lahko zgodi nekaj nepredvidljivega. Nismo imuni na to, Meni se je pač to zgodilo pod Jalovcem 13. decembra leta 2016. Bilo je zelo hladno tisti dan, snega sicer ni bilo veliko, bil je pa zelo pomrznjen. In pač pri ogledu razmer na Kotovem sedlu, ki je tudi priljubljena točka turnih smučarjev, sem pač pod Malim Jalovcem zdrsnil. Pač v stavce ni bilo več mogoče, ker je bil padec zelo tak čuden. Padel sem na hrbet, kar je v bistvu najbolj fatalno v takih primerih, ko padeš nekje v en pomrznjen kanal. Kljub poizkušanju, da bi se zaustavil, mi ni uspel. In pač približno od 250 do 300 metrov sem drsel po tistem snežišču, se nekajkrat pokotalil in k sreči se ustavil pod Jalovcem, sicer poškodovan, ampak k sreči živno. Agonija, ki jo je preživljal ob tem padcu, je bila za večino nas nepredstavljiva. Bilo je zelo hladno, Jaz sem v bistvu ležal na tistem snegu, bolečine v nogah so bile tako hude, poškodovane sem mu namreč gležnje, da se v bistvu nisem mogel nič premakniti. Klical sem na pomoč, telefon je bil nekaj poškodovan in enostavno nisem mogel poklicati, oziroma nisem vzpostavila zveza s tistega, ki sem ga klical. In stvar je postala kar resna, to je ni mi ratalo po 10 minutah, ni mi uspel po 20 minutah. Preklopil sem tudi recimo na avstrijskega operaterja, ker tudi signali, klele smo pač na stičišču 3 dežel, tako da so tudi telefonski signali kakšne druge države. Sem poizkušal tudi preko avstrijskega signala, enostavno veze nisem mogel vzpostaviti. Zadeva je bila čisto jasna mi, Jaz pač to reševanje imam že za sabo, da sem vedel, da stvar ne bo prav dobra, Podhlajeval sem se, to sem vedel. Stvar je pač postala popolnoma jasna, da če ne bo klica, bom ostal na hribu, No, še po poizkušanju, približno po pol ure, sem le dobil to zvezo, in poklical pomoč. Dobil sem ženo, Dominiko, ona je pač poklicala na 112 in akcija je stekla. Je pa zanimiv bil en dogodek med tem časom. Jaz vedno v hribe vzamem tudi kuhan čaj in to je tudi ena zanimivost, recimo taka, tudi za kakšne moje naslednike, boh ne daj. V bistvu sem imel tako podhlajene roke, da v bistvu ta ekran na dotik ni več deloval. Tako da nisem mogel niti po imeniku iskati pač te moje naslovnike. Številke nisem mogel več pritiskati, oziroma zadeva ni delovala. Rešil me je pa v bistvu ta kuhan čaj v moji čutarji, kjer sem si v bistvu grel roke, na takeli čutarci. Sem si v bistvu grel roke, da sem lahko potem tipkal naprej po telefonu. No, bila je še ena stvar,
ko enostavno te zveze nikakor nisem mogel vzpostaviti, mi je en trenutek, jaz pravim, da je bil to trenutek slabosti, sem rekel, zdaj, če ne bom pač zveze vzpostavil, enostavno, dajmo se spraviti še tiste pol metra čez, se zapeljemo dol med tiste skale, zadeva bi bila zelo hitro končana. Ne. Ampak ta misel me je v bistvu takrat pa streznila. To je bil en trenutek prebojenja. Mislim, kakšne misli te obhajajo, se to ne more biti res. Kakor da bi se dve osebe v meni zgovarjale. No in v tistem trenutku je pač bil tista volja do življenja 10-krat močnejša pa pred tem. In potem mi je uspel pač ženo priklicati in prišli so pome. Takrat sem vedel, da bo vse v redu. Po uspešno izpeljani akciji se je za Jureta šele pričel pravi boj. Njegova volja je bila takrat na hudi preizkušnji. Vedel sem, da sem fejs poškodovan, tudi obetov mi niso dajali kakšnih dobrih, po operaciji bi se lahko še marsikaj zapletli. In potem razmišljaš vse sorte, glede na to, da sem se toliko prej gibal, službo tako, ki jo imam zelo rad službo gasilca upravljam, kar naenkrat ti vse spolzi z roka. Ne boš ne gorski reševalec, v bistvu niti s familijo ne boš mogel v hribe hoditi. Ne vem, takrat se ti pač svet postavi na glavo. Moraš pa nek dobiti tisto moč, da vztrajaš. In spomnil sem se svojega prijatelja Klemena, ki me je za 50-letnico podaril bon za šolanje za jadralnega padalca. In v bistvu takrat ni bilo niti neke želje ali pa možnosti, da bi se v to spet vključil, ker jaz sem že prej letel 12 let z jadralnim padalom. Nekako je ta želja pač z družino pa z ostalimi stvarmi pač potihnila v mene. No in takrat, ko sem pa ležal dol v bolnici, sem se pa spomnil na tisti bon in to mi je spet dalo eno tako moč in sem rekel, Jure, če boš zdaj prišel z tele bolnice ven, da boš še hodil, boš pa letel tudi. No in moram reči, da se mi je poj želja uresničila, oziroma da sem se toliko k sebi spravil v te noge pa z voljo, da res zdaj letim spet, tudi v hribe zdaj hodim, rešujem, v službo hodim, tako da tukaj moram pohvaliti tudi osebje jeseniške bolnišnice, predvsem doktorja Andolška pa doktorja Karoto, sta mi res naredila čudež. Jaz sem enkrat rekel, da če bi ti njune roke pravljice pisale, bi ima Hans Christian Andersen svinčnike šilil. Pač zelo vesel sem, da sem jih imel ob sebi takrat, pa vse ostale seveda tudi družino. Jure je s svojimi kolegi oral ledino jadralnega padalstva v naši dolini. V pogovoru se je z nostalgijo ozrl nazaj na njihove začetke. 89. leta sva začela s prijateljem Tomažem leteti. To so bili v bistvu pionirski časi, ker nekako začetek velja tam okoli leta 86-87 tega jadralnega padalstva na splošno. Tako da so se s Tomažem takrat odločila, da bo letela, ker sva to videla po televiziji. Takrat ni bilo časov interneta, ni bilo YouTuba, kjer za pogledati nobene stvari. En prijatelj nama je v Planici dvakrat pokazal, kako se to narazen da, pa potegne, pa teče. No in naslednji dan sva šla že kar na ta veliko skakalnico v Planici in odletela. Ni bilo nič alat, namesto pasu samo v bistvu alpinistični pas. Znanja tudi ne, rezervnega padala recimo nismo imeli. Tako da v bistvu, če se spomnim nazaj, me kar malo zmrazi, ampak je pa tako, bilo nas je dosti prijateljev, ko smo to počeli, v bistvu smo dajali en drugemu pogum. Če je kakšna stvar, ki je slišal, je nam pač predal ta znanje naprej, ali pa jaz kakšnemu, pač to je bilo zelo tako, skoraj brez glavo bi rekel, takrat. Ampak preživeli smo dokler. Poleg jadralnega padalstva se Jure ukvarja z mnogo rečmi, a prav vse so povezane s športom. Bicikel sem gonil tudi že prej, kar precej. 6 let sem še celo treniral triatlon, tudi plaval, pa na tekmovanja hodil. Tako da
kolesarstvo je bila kar ena zelo velika ljubezen, še zdaj, kar mi pač caj dopušča tudi kolesarem. Je pa treba seveda vsak dan pri vseh teh vragolijah, ki jih počnemo, ne, je treba najti tudi čas za vse te športe. Ne. Se pravim, prej sem treniral tudi ta triatlon, sem kar dosti na te triatlone hodil, kar nekaj sem jih skozi dal. Potem kolesarjenja, ne, ta Juriš Navršič znana, ne, sem bil kar na nekaj tekmah, tudi na kolesarski tekmi Franja. Ne. Potem od teku sem tudi nekaj maratonov, Ljubljanskega tudi ta dolga, 42 km. Zelo fajna izkušnja. Pravijo, da ga moraš v življenju enega prelaufati, no jaz sem ga. Vse sorte, no. Vse je treba probati, ne? Da nam ni poj žal. Eden izmed načinov soočanja z nesrečami in smrtjo je tudi pisanje. Prvi zapis je nastal potem, ko sta z Arijem odkrila Juretovega idola iz otroštva, slovenskega alpinista Staneta Belaka Šraufa. Meni je bila ta stvar, se mi je toliko dotaknila, no. Tudi pač bil je tudi, oba sta bila pač tudi mrtva, ne. Nekako sem si potem očital, da kdo je meni v bistvu dal pravico, da sem sploh našel takega velikana, kakor je bil Stane Belak Šrauf. Pač Šrauf je bil velik, kar je še zdaj, ne. Kdo je meni Zelencu pač dal to možnost, da sem glih jaz tega človeka našel. No in sem potem to zlil na papir. To je šlo potem tudi v našemu zborniku ob 50-letnici GRS Rateče. In takrat mi je to kar pomagalo, da sem to napisal. No. To je tudi v bistvu en ventil, ga imam sam, da vse te akcije, kjer sodelujem, večino tudi opišem in mi ful pomaga. No. Druga stvar je pa ta, da jaz sem se zmeram želel na postaji v GRS Rateče prebrati kakšno zgodbo, ker te stari reševalci so imeli zgodb ogromno, ne. Ampak to smo se vse samo zgovarjali, pogovarjali, nihče pa tega zapisal ni, ne. In mi je bilo tako žal, da so te zgodbe v bistvu postale pozabljene. Nikjer ni bilo nobenega zapisa, kakšen suhoparen tale zapisnik sestanka, mogoče, ostalega pa ne. No in sem se odločil, če pa do zdaj ni nič, bom pa jaz probal malo to popraviti, no. In moram reči, da mi to kar precej pomaga tudi pri sami predelavi vseh teh tragičnih dogodkov. In fajn se mi zdi, no, da mogoče bo pa to čez 50 let nekdo bral, pa mu bo mogoče celo všečno. Družina in znanci ga spodbujajo, da bi o svojih dogodivščinah in vtisih iz reševanj napisal knjigo. Jure ob tem le skomigne z rameni in v smehu doda: Ja, morbiti bomo pa izdal, no, kdaj, ko bom star pa betežen, pa ne bom mogel več nikamor iti. Takrat bo pa več časa za to, no. Zdaj trenutno ga pa ni. Za konec tokratne oddaje pa sta nam Jure in njegov pasji prijatelj Jack prikazala eno izmed vaj. Kje pa jo mava? Kaj? Jacko, a bo iskala kaj? Išči lepo. Kje je mava? Kaj so najdla, kaj? Ja, bravo! Daj mu že. Kar daj mi. Super, ja, bravo, Jackie! To je bil prikaz tak vaje, reševanja, to je zelo lahka vaja.
da pač pes mene opozori svojim laježem na ponesrečenca, potem se ga pohvala, ne. Marker mu je dal hrano za nagrado, potem še jaz, ne. In to je za Jacka ful dobra nagrada, ne, za to tudi išče, a ne. A ne, Jackie? Ja, priden si bil. Ja, bravo. Ja, bravo. Tako. To je to.